Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si lahko ogledate tretji rokodelski tabor v Slovenski Bistrici, 24. spodnje polskavsko poletje, sprejem za odbojkarja Tončka in Žigo Šterna. Nogometaši Bistrice izgubili proti Aluminiju. Že tretje leto zapored po različnih krajih po Sloveniji potekajo rokodelski tabori, ki so namenjeni mladim. V Slovenski Bistrici je tabor znova pripravil Center domače in umetnostne obrti. 10 udeležencev se je od 23. do 25. julija seznanilo z možnostmi izražanja in raziskovanja na področju keramike in lončarstva. Letos res že tretjič izvajamo rokodelski tabor na temo tradicionalnega lončarstva in sodobne keramike tukaj v Slovenski Bistrici. To je eden od 9 rokodelskih taborov, ki se letos odvijajo po različnih krajih po Sloveniji in jih v bistvu izvajamo člani konzorcija rokodelskih centrov Slovenije. Veseli smo, da vsebine letošnjega rokodelskega tabora tudi tokrat sofinancira Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport in da lahko na ta način mladim približamo rokodelske vsebine, spretnosti, veščine in jim pokažemo, kako pomembno je, da ta znanja tudi ohranimo. V bistvu smo si zastavili na ta način, da pokažemo celoten proces nastanka izdelkov iz gline, se pravi od same zasnove, ideje, skice, pa potem izdelave, dodelave, tudi sušenja in pa žganja. V bistvu mladi so med tem, se pravi ob tem, da so se družili tukaj in ustvarjali v centru, spoznavali tudi Slovensko Bistrico, v bistvu so si ogledali skulpture v Slovenski Bistrici, ki so, se pravi tole skulpturo Sozvočje časa, ki je nastala lani, in pa tudi v bistvu se družili. V joga centru so jim pripravili tudi vadbo joge za mlade. Včeraj smo pa pripravili tudi en tak tradicionalen način žganja keramike v žagovinasti peki. In v bistvu danes se že vsi veselijo, da pogledajo, kaj je nastalo. Izdelki, ki so jih pripravili prvi dan, bodo danes že prišli iz te peči in vsi smo že nestrpni, da vidimo. Zdaj pomagam moji prijateljici s centriranjem, drugače pa jaz zdaj želim narediti šalčko. Zakaj si se pa pravzaprav odločila, da prideš na ta tabor? Zakaj sem se odločila? Zato, ker mi je vedno zanimalo lončarstvo in mi je bilo ful cool delati na vreteno. In zato sem se odločila. Jaz sem zdaj probala narediti en tak kilih, sam je malo tako spodletel. V bistvu jaz sem se odločila, da pridem sem, zato ker pač imam tukaj ful frendov, pa to smo se že prej spoznali. Pa zato, ker me je pač vedno tako glina zanimala, že tako, ko sem bila mlajša pa to. Na spodnji Polskavi je od 1. do 4. avgusta potekalo že 24. spodnje polskavsko poletje. Tudi letos so organizatorji pripravili pester program. Med drugim so v soboto izvedli dobrodelni zabavni večer pod Kostanji. Več o prireditvi je povedal predsednik krajevne skupnosti Spodnja Polskava Marko Teskač. Vsako leto začnemo nekako z četrtkom, to je bilo 1. avgusta, ker smo začeli z otroškim programom, ker so nam predstavili tudi otroci z celotedenskega oratorija, ki je tukaj na župnišču pri naši cerkvi. Potem pa tudi druga društva sodelujejo še v samem programu v četrtek. Potem gremo na petek, ki je včeraj žal nam ni šel pogodo. Več smo si mogoče od tega petka nadejali, ampak žal prvi glas Dalmacije pri nas ni zadonel. Marko Škugor bil je tukaj, bil je pripravljen na koncert, ampak žal vreme nam je zagodlo. Smo pa seveda v današnjem sobotnem kulturnem programu, ki se že nekako cel dan odvija, zjutraj z ogledom rovu Tezno, potem z kolesarskim trimom in pa današnji zaključek kulturnega programa, ki je tudi z našimi kulturnimi društvi danes odestovan tukaj pri nas in ima seveda dobrodelno noto. Namreč pobiramo prispevke za naš zvonik na cerkvi, tako da jaz upam, da nam bo današnji večer, vsaj vreme kaže tako, postrego z dobrim vremenom. Tako da jutri pa tradicionalna gasilska veselica, tako kot vsako leto do sedaj že. Nekako zjutraj začnemo z žegnansko sveto mašo o pol 11. uri z majhnim koncertom naša godbena pihala ter o 5. uri gasilski manever in pa tradicionalna gasilska veselica z Dejanom Dogaj in pa sanskimi muzikanti. Slovenska Bistrica je bila v četrtek 8. avgusta v znamenju odbojke.
V športni dvorani so pripravili sprejem za svoja olimpijca, brata Tončka in Žigo Šterna. Na sprejemu je bilo veliko privržencev odbojke, ki so lahko pozdravili bistriška športna junaka. Oba pa smo z velikim veseljem povabili tudi pred našo kamero in mikrofon. Za nas so bile prve olimpijske igre in vemo, koliko let garanja je bilo, koliko kapelj znoja je bilo tečenega zaradi tega in mislim, da smo res šli tja samozavestni, zadali smo si zelo visoke cilje, želja je tudi bila, ampak vseeno, sploh če gledamo letošnjo celotno sezono, že svetovno ligo pred tem, ko smo odigrali na res zelo visokem nivoju, zmagali 12 od 14 tekem, se mi zdi, prišli samozavestni na te olimpijske igre, začeli skupinski del z 3 zmagami proti Francozom, ki so aktualni olimpijski prvaki. Smo res bili, bi rekel, mogoče malo preveč samozavestni, šli v to tekmo četrtfinalno, že z višano glavo, vedeli smo, kam sodimo, vedeli smo, da imamo kvaliteto, da naredimo, ampak mislim, da na tej tekmi je vseeno Poljska odigrala na enem zelo, zelo visokem nivoju, odigrali so mislim, da če bi mi odigrali še na 20% boljše, kot smo, bi se vseeno zgubili, tako da grejo lahko le čestitke Poljakom, mi pa smo se mogli nažal posloviti v četrtfinalu. Dosegli si tisto prvo zgodovinsko točko za slovensko odbojko na teh olimpijskih igrah in prav v tisti začetni tekmi tudi poškodba prsta. Prosim, če ga lahko pokažete, zdaj imamo tale prst, je potem, kako se sedaj počutiš, potem si odigral celotne vse 4 tekme z tem prstom, blestev na terenu, kako si podoživljal? Sigurno ni bilo enostavno v trenutku poškodbe, glede na to, da so se šele olimpijske igre začele. Prva tekma, rezultat je bil 5-2, se mi zdi, in v enem trenutku sem videl samo, da mi prst ni na mestu, prst je bil čisto dislociran iz sklepa in doktori oziroma fizioterapeuti ga niso mogli naravnati oziroma nastaviti nazaj in v tistem trenutku sem že imel, sigurno je bila prisotna zelo velika bolečina. Po drugi strani pa že imaš tudi v glavi neko razmišljanje o primeru poškodbe, zloma, neke druge stvari, ki bi te lahko v bistvu preprečilo olimpijske igre, nadaljevanje olimpijskih iger in je bilo res že v glavi težko, ampak vseeno sem rekel, ne glede na to v tistem trenutku, to se je zgodilo med tekmo, v tistem trenutku sem rekel, ne glede na to, kaj je, jaz bom, če mi ga le naravnajo, bom naredil vse, da lahko nadaljujem tekmo. Tudi, če bo bolečina prisotna, ko mi je bilo v tistem res trenutku vseeno in sem le upal, da bom lahko vstopil nazaj, da pomagam ekipi, na kar smo pa naslednji dan opravili vse preglede, ugotovili, da ni nič počeno. Sicer bilo je okrušeno, vidi se, da je bilo okrušeno v sklepu, ampak malenkost, ampak doktor je vseeno dal zeleno luč, rekel, da ni nič posebnega, da se lahko nadaljuje. Tako da je bilo v naslednjih tekmah še vseeno prisotno nekaj malega bolečine, sploh v bloku, ko dobivaš žoge pri podaji, ampak mislim, da je bilo vredno potrpeti za vse to. 10 let trdega dela, da ste prišli do tega rezultata, presežek tega rezultata bi verjetno bilo tisto polfinale in 2 tekmi za kolajne, vendar to vemo vsi sedaj, kako se je razpletlo. Vprašal bi takole, te prvič si bil pod temi olimpijskimi krogi, prvič pod modrim krogom Evrope. Kako je pravzaprav živeti te dni v olimpijski vasi zraven tako natrpanega urnika tekem? Pa sigurno to je neka dogodivščina, ko ne pozabiš nikoli, oziroma so že, če ne doživiš, ne moreš vedeti, so želje vseh športnikov že iz mladih let, mislim, da je to res največji dogodek na svetu, gleda, res spremljajo vsi in ko prideš to vas, ko imaš iz vseh določenih disciplin, iz vseh različnih športov najboljše na svetu, ko vidiš, da si združen v tej vasi, ki jih srečuješ v menzi, na ulici, pred hoteli, res dobiš tisti pravi občutek, da si pa da si lahko prelezel tako daleč in mislim, da je to res nekako neopisljivo, res je fenomenalen občutek, ko si lahko tam, ampak vseeno mi smo probali, ko smo prišli v prvem dnevu, drugi dan še bila tista euforija začetna, ko smo prišli, ampak smo vedeli, da
se moramo čim prej, čim hitreje skoncentrirati na našo igro, na odbojko, da smo vedeli smo, po kaj smo prišli, nismo prišli kot turisti, da bi hodili po vasi, si ogledovali neke različne stvari, ampak smo dali takoj že naslednji dan fokus 100% na odbojko. Kako vidiš sedaj naprej slovensko odbojko? Obetajo se nekatere spremembe, nekateri se bodo poslovili. Kakšen tvoj občutek, kakšna reprezentanca bo v prihodnosti? Pa nekaj se je začelo govoriti o spremembi oziroma o koncu karijere nekaterih starejših članov, ni še to sigurno, jaz sem se pogovarjal z njimi, niso še 100% odločeni, ampak vseeno moramo vedeti, da so že starejši, po drugi strani pa tudi moramo vedeti, da imamo dosti mlajših, mladih talentov, ki mislim, da lahko kar dobro zapolnijo ta mesta, sigurno bo manjkajo izkušnje, ampak so že kot, ne vem, če omenimo Možiča, Mujanoviča, pa so že tako štale, kar to so že igralci, ki so 2-3 leta z nami in mislim, da so se dosti naučili, so že videli, na kak način se dela v naši reprezentanci, kako bi rekel, kako vzdušje v ekipi, kako mora funkcionirati na tekmah, na treningih in mislim, da se za prihodnost ni bati. Kakšna bo pa postava, pa bomo videli. Tonček, takole bi te tudi vprašal, kako je igrati v reprezentanci, torej skupaj z bratom? Kakšna je to tista kemija, ki jo pušča na igrišču in izven igrišča, ob igrišču? Sigurno je lepa izkušnja. Po eni strani bi rekel, da se že to po 10 letih, ko igramo skupaj v reprezentanci, se že nekako navadiš, ne razmišljaš o tem, nimaš več nekih tistih emocij, vse to po eni strani normalno se ti zdi. Po drugi strani, če pa zdaj v tem trenutku recimo pomislim za nazaj, pa je vseeno redko se zgodi, da sta dva brata na tako visokem nivoju, na olimpijskih, svetovnih, evropskih prvenstvih skupaj v istem športu in mislim, da je to le nek privilegij, ko ga lahko, da si lahko delimo oziroma smo si delila, si bomo delila še naprej v težkih trenutkih, v lepih, ko zmaguješ in mislim, da je res fenomenalno. Klubska sezona bo pred tabo. Kje boš torej igral klubske tekme? Selim se v Turčijo. Po reprezentančni sezoni je bilo ogromno ponudb, ampak nisem želel spremeniti Olimpijakosa, nisem ga želel menjati na noben način, ker družina se bo čutila odlično, jaz sem se počutil odlično v klubu, so mi devali vse možne privilegije, kako bi rekel, ni bilo dobenih problemov. Imeli smo 2 odlični sezoni z Olimpijakosom, 2-krat osvojili prvenstvo, osvojili 2 pokala, tudi prvo leto smo osvojili challenge, ta evropski pokal in res mi je bilo težko zamenjati to ekipo, ampak vseeno, kot sem omenil, po tej reprezentančni sezoni je bilo ogromno ponudb in ko je prišla ta iz Turčije, ko sem videl, kakšna bo ekipa, kakšen bo stav, kakšno organizacijo imajo, kakšne so ambicije kluba, da ciljajo res zelo visoko. Mislim, da je bilo težko vse to zavrniti in odhajam v Zirat. Končajmo tale pogovor, tale sprejem danes v domačem kraju, v tele dvorani, kot si tudi začenjal. Kako ti danes bije srce pred Bistričani? Sigurno je vsak ta trenutek poseben, ko se vrneš na mesto, kjer si začel v bistvu vse skupaj in res, da je dvorana prenovljena, sem jo videl zdaj samo enkrat in je, mislim, da pogoji za odbojko v tem trenutku so dobri, ampak vseeno upam, da se bo nadaljevalo oziroma da se bo izboljšalo vse skupaj, ne samo odbojki v vseh športih in upam, da bomo tudi v prihodnje videli še kakšne olimpice iz Slovenske Bistrice. Žiga, torej čestitke za imeniten dosežek na olimpijskih igrah. Kar takole bi te na začetku vprašal, kako si vse skupaj ti doživljal v skupinskem delu tekmovanja, ko ste igrali tiste 3 zelo pomembne tekme? Ja, najprej hvala za čestitke, pol pa, ne vem, vse skupaj je bilo nekako po planih. Jaz bi rekel, da smo si želeli dobrega začetka olimpijskih iger, se mogoče tudi malo bali, ker vemo, da je to vseeno veliko tekmovanje, največje na svetu, prinaša nek dodaten pritisk,
želja, motiviranost je bila na nivoju, ampak vse skupaj prenesti na igrišče je težko, ampak zelo, zelo vesel sem, da smo od samega začetka do konca skupinskega dela pokazali izjemno igro, si priborili v bistvu tisto prednost pred žrebom, ki na koncu niti ni bila prednost, ampak ne glede na vse to, jaz mislim, da smo pokazali skoraj naš maksimum v teh tekmah. Kje se je v tekmi proti Poljakom dalo storili kaj več? Kaj ti Poljaki so bili na več kot 100%, dejansko uspevalo jim je vse. Ja, mi smo se zavedali, Poljska je verjetno od samega začetka bila prvi favorit tega prvenstva. Poljska je vedno bila v samem vrhu, imajo izjemne kakovostne posameznike. Vedeli smo, da tudi če oni nimajo svojega najboljšega dne, mi moramo biti na 100% in jaz bi rekel, da niti po pogovoru, po tekmi je bilo zelo težko, v bistvu niti nismo imeli neke detaljne analize, ampak jaz bi rekel, da so oni zasluženo zmagali, ker so res prikazali eno svojih boljših iger. V bistvu so na tak dober dan bili skoraj nepremagljivi in jaz verjamem, da bi tudi če bi odigrali še 2-3 sete na takšnem nivoju, mi ne bi mogli osvojiti kaj več, kot pa smo. Je morda bilo kaj tudi v tem, da ste nekako tekmo začeli v času tekem svetovnega pokala v slalomu? Ja, en težek termin, ampak zatem mislim, da je to za vse enako. Zdaj, mogoče smo celo pričakovali, ker smo nekako že skozi vsa ta leta nek outsider, glede na to, da smo manjša država, da smo tisti, ki lovimo večje države, ki lovimo večje uspehe, smo pričakovali in morda najbolj nenavaden termin, ampak enako je bilo za Poljake, enako je bilo za nekatere druge reprezentance že v skupinskem delu. Navaditi se je treba, prej ko se navadiš, lažje je, tako da jaz mislim, da to ni bila ovira, bi pa rekel, da so vseeno Poljaki, ne vem, res so imeli en izjemno dober zajtrk. Poglej, takole, če nadaljujemo tale pogovor, veliko časa preživiš ob igrišču, dejansko nisi v tisti prvi šesterki, ki je na terenu. Kako je igrati tole tekmo? Nekateri pravijo, da je prav težje biti zunaj in čakati za vstop v igro, kot pa igrati samo tekmo. Ja, veliko težje. Tu je polno enih emocij, izpuščaš, pa jih doživljaš na nek drug način, pol je to vse skupaj zagrevanje, ohlajanje, biti pripravljen skozi celotno tekmo. Zdaj, ogromno priložnosti ni bilo, ker je selektor v določenih momentih poskušal pridobiti svoje glavne adute nazaj, tako da ne vem, težko je bilo gledati, pa ne pomagati na koncu. Ko smo zmagovali, v bistvu ni nekega grenkega priokusa, ampak ob tistem porazu pol nekako vse vidiš iz perspektive tako gledalca kot tudi dela ekipe in je mogoče še malo težje. Kje se vidiš sedaj v naslednjem olimpijskem ciklusu? Kakšna bo tu izgledala reprezentanca po tvoje? Ja, zdaj mislim, da je prehitro ugibati karkoli, tudi igralci še niso uradno dajali izjav glede tega. Zavedamo se, da so nekateri nosilci stari že 37-38 let in tu bo morda pretežko, da bi jih zvabili nazaj še za naslednje olimpijske igre, ampak verjamem, da imamo tisto kvaliteto, ki nas lahko popelje do tja. Nekako se je skozi vsa ta leta tudi olimpijski kvalifikacijski cikel nekako spremenil v prid nam, ampak nabirati točke skozi vsa ta leta, štela bo vsaka tekma v vsakem tekmovanju, tako da verjamem, da tudi če bomo izgubili par členov, imamo kar nekaj močnih adutov, tudi mlajše selekcije prikazujejo dobre igre, se počasi vključujejo v našo reprezentanco, tako da jaz mislim, da ogromnega hendikepa ne bo, je pa treba vse skupaj nekako začeti, ne iz nule, kot so začeli naši predhodniki, ampak iz tistega
minimuma, ki smo ga zdaj postavili z to reprezentanco. Kako pa se je razpletalo izven igrišča, torej olimpijska vas, športniki različnih športnih panogov, različnih svetovnih velesil, kako si podoživljal te trenutke? Ja, ena izjemna izkušnja, zelo zanimiva. Praktično, ko prideš v vas, ne vem, je tisti nek dodatna motivacija za tebe, dodatna osredotočenost, ko vidiš športnike različnih držav, športnike visokega kova, ki si jih prej nekako spremljal po televiziji, tako kot nekateri spremljajo nas, je to spet nekaj novega za tebe. Ko prideš v tisti vsak dan praktično športnikov najvišjega možnega kova, vidiš, da si v bistvu prišel na nek drug nivo, vsekakor pa, kot sem rekel, ena izjemno zanimiva, odlična izkušnja, ki si jo bomo zapomnili za celo življenje. Morda kakšna fotografija s kakšnim svetovnim športnikom, katera bo v tvojem osebnem arhivu? Ne, jaz slik nisem delal, smo pa videli ogromno tistih košarkarskih zvezdnikov pa atletov, na vse zadnje je jih kar mrgoli, tako da jaz sem vesel že, da smo sami kot ekipa tam ne naredili slike, probali narediti tisti največji uspeh slovenskega športa, ampak žal se nam tokrat ni šlo. Kako sedaj v klubskem delu tekmovanja, kam odhajaš? Ja, zdaj odhajam v Bełchatów nazaj na Poljsko, menjal sem klub, v bistvu me je prepričal selektor Gianni Crețu, ki bo tudi tam moj trener, tako da jaz upam, da bomo tudi tam uspeli spisati neko dobro zgodbo, glede na to, da je klub, ki je nekdaj pripadal samemu evropskemu vrhu, zatonil v manjše težave, pa se sedaj z ogromnim vložkom vrača nazaj na zemljevid evropske odbojke, tako da motivacije ne manjka, bo pa treba vse skupaj izjemno odgarati. No. Žiga, začela sva z čestitko in s čestitko bomo tudi končala. Ti nam boš pa zaupal, kdaj boste torej v vaši skupnosti, v vaši družini dobili novega družinskega člana. Ja, midva smo nekako z partnerko Niko planirala, v Hecu smo planirali po finalu olimpijskih iger, zdaj finale se ni šlo, ampak datum ostaja isti, tako da smo bolj kot ne v čakanju iz dneva v dan. Jaz bi najrajši videl, da bi bilo čim prej tudi ona, da se reši vseh teh muk, tako da jaz upam na najboljše, samo da preživimo še par dni skupaj. Bo igral odbojko? Iskreno povedano, najverjetneje bo, ampak jaz ga siliti ne morem, tako mene niso silili, tako da želje so, bomo pa videli, kaj se izplete v prihodnosti. Navijači smo zelo uživali, ko smo spremljali tekme slovenske odbojkarske reprezentance. In kako smo uživali in kako smo videli njuna nastopa. Zelo čustveno. Čustveno vse tekme, mislim, da smo se smejali, navijali, pa tudi okali zraven. Gledal sem nekaj tekem, borili so se maksimalno, pač malo je žreb, malo je sreča in mislim, da so oni dali vse od sebe. To, kar sta naredila brata Štern, je nepozabno in upam, da še na naslednji olimpijadi. Vsaka vama čast. Da je Slovenska Bistrica olimpijsko mesto, sta potrdila tudi odbojkarja Štern. In to z izbranimi besedami potrjuje tudi župan občine. Čestitam bratoma tako za udeležbo na olimpijadi, kot tudi seveda za izjemne nastope, zdaj na olimpijadi, pa tudi sicer. Jaz verjamem, da sta tudi na nek način zgled mlajšim generacijam, da bo odbojka Slovenske Bistrice dobila še dodaten zagon. Pomeni pa to seveda tudi izjemno promocijo Slovenske Bistrice širom po Evropi, pa tudi po svetu. Le moramo vedeti, da nas je v Slovenski Bistrici v celi občini 26 000 približno, v mestu dobrih 8, da se primerjamo z milijonskimi mesti in državami in da se včasih premalo zavedamo res, kakšni so to rezultati, ker so nas naši športniki zelo razvadili. Tako da jaz ima želim, da se najprej malo oddahne, da vseh teh naporov, verjamem pa, da bo nas tudi v prihodnje še
presenečala z dobrimi rezultati in da še bomo tudi v prihodnje lahko ponosni na njih. Nogometni klubi, ki igrajo v drugi slovenski nogometni ligi, so minuli konec tedna začeli s tekmami nove tekmovalne sezone. Tretji zapored bodo srečanja v tej konkurenci igrali tudi igralci nogometnega kluba KTM in Pol Bistrica. Uvodni tekmi so gostovali v športnem parku v Kidričevem, kjer jih je dočakal še do včeraj prvoligaški Aluminij. Po 90 minutah igre in po rezultatskem preobratu v drugem polčasu so se zmage veselili domači igralci z rezultatom 2:1. Bilo je težko vreme, sploh prvi polčas, vročina. Malo nas je to zmanjkalo, potem so prišle menjave, neka sveža energija in mislim, da se je takoj poznalo, da smo dvignili nivo tekme. Igralci Aluminija so med drugoligaši začeli s kar spremenjeno zasedbo na prejšnjo prvoligaško sezono. Prav tako je velike spremembe, kar se tiče igralskega kadra, doživela tudi zasedba iz Slovenske Bistrice. Največja spremembo pa so v klubu naredili na trenerski klopi, kajti na njo je sedel Robert Pevnik, ki je bil v prvoligaški sezoni Aluminija kar na njegovi klopi. Jaz mislim, da se danes tukaj ni opazil, kdo je bil lani prvoligaš, kdo pa drugoligaš. Varovanci Roberta Pevnika so dobro odigrali tekmo v vročem Kidričevem, kjer so jih dočakali dobro nabrušeni gostitelji.
Lokalni sosedski obračun ima vedno poseben naboj. Preden so Bistričani zatresli mrežo domačih, smo videli kar veliko priložnosti, ki so bile zrele za spremembo začetnega izida. Na odmor po prvem polčasu so enajsterici odšle začetnih 0-0. Igro nevarnih Bistričanov pa je v prvem delu odlično organiziral Anej Dukarič, do včeraj še mladinski igralec državnih prvakov iz Maribora. Dobro smo špijali, tam super do gola smo imeli, 1-0 smo vodili, te pa nekaj krce, zgodo malo smo dobili, malo padli, tudi v kondicijsko, pa mentalno, te pa smo še dobili enega. Drugače pa solidna tekma. V drugem delu igre pa so številni gledalci videli tisto najlepše, zakaj se tudi igra nogomet, seveda gole. Za veselje med gostujočimi gledalci in igralci je poskrbel svojim ligaškim prvencem za bistriški klub Antonijo Lebar in to v 56. minuti. Dokaj naivno je v obrambni nalogi bistriška ekipa reagirala v 69. minuti. Prekršek na robu kazenskega prostora je z lepim golom realiziral Emir Sajtovski. Vemo, da Sajtovski ima dobro levo nogo, enostavno nismo dobro odreagirali pri zidu, pa postavili igralca na linijo. Škoda. Po izenačenju so gostitelji še bolj pritisnili proti golu Lukasa Tomažiča, vendar je ta z odličnimi obrambami preprečeval vodstvo domačih. Klonil pa 7 minut pred koncem rednega dela, ko ga je premagal Tanji Miklos Barnabas. Mi smo se dobro borili, smo mlada ekipa, se treba še naučiti enih nijans, malo zadržati več žoge, ampak mislim, da skozi sezono bomo dobro delovali. Dovoljen sem, samo bila bi večja sreča, da ekipa zmaga, da smo pobrali na derbiju 3 pike, tako da gremo z žalostjo domov. Poglejmo še 3 največje neizkoriščene priložnosti, tako pri domačih kot pri gostih. Pri domačih niso zadeli. 16. minuta Taj Kmetec, 24. minuta Tanji Miklos Barnabas in 63. minuta Emir Sajtovski. Pri Bistričanih svoje priložnosti niso izkoristili. 18. minuta Jaša Martinčič, 34. minuta Anej Dukarič in 80. minuta Jaša Martinčič. Mlada in poletna ekipa KTM Impol Bistrica je v Kidričem pustila dober pečat. Igrala zelo dobro prvenstveno srečanje, ki pa ga je na koncu izgubila. Popravni izpit sledi že v drugem krogu, ko bodo v športnem parku v Slovenski Bistrici gostili Ilirijo iz Ljubljane.